Dobro jutro, danes gremo z Miko na Koroško, tako da moram spakirati, nekaj stvari imam že pripravljene. Še prej pa treba kruh speči. Ne vem, kako sem si ta timing naredila, ampak se ga bom doma nesla, pa ga bom tam narezala pa dala v zmrzovalnik. A ja, še nekaj. Jaz dobim za rojstni dan espresso aparat in to tak kar konkreten. Vedno sem si ga želela, nisem si mislila, da ga bom že zdaj dobila, ampak ja, to pomeni, da bom moj stari kafe avtomat nesla bratu. Brat bo pa tisto, kako ima on, da pač mami bata, no. Ampak sem mu rekla, da mu še ne zdaj pripeljem, zato ker še nimam jaz novega aparata in pač, da bom imela nek kavni aparat, ampak zdaj si lahko turško kavo skuham, saj imam rada. Ponedeljek dobim aparat, sem ga bom šele pač zaštartala po rojstnem dnevu, plus rabila bom nekaj cajta po moje, da se naučim, kako z njim delati. Do takrat bomo pa turško kavo pili. Tako da sem včeraj pol dala aparat iz tega kota in ga malo spucala. Zadnji sem ga itak globinsko spucala z ono tableto, tako da to zdaj ne rabim. Sam tak na zun, pa to sem ga. Tako da brat ne ve, da že zdaj dobi aparat, Sem pa tudi kavo kupila, tako da bom imel aparat. To je ta aparat na te kavne blazinice, ko niso tako pogoste, to je taka dosti nemška zadeva. Imaš pa v Millerju ene 3-4 vrste teh kav, tako da ni slabo, pa tudi mislim, da ima DM. V glavnem, kruh moramo speči, ker nimam neki ful cajta. Zdaj, kruh se peče, cote se pere, moram še stroj zalafati, pa spakirati moram. Ampak, dobro, laptop že imam spakiran, pa listo imam par malenkosti bolj te cote, pa mikine stvari. Ja, Mika, pa ti moš na WC. Danes boš pa prešla, boš dobila zdaj hrano, ja. Se veselim domov iti, vreme bo ful lepo in bomo imeli v soboto tudi tako malo pred rojstnodnevno praznovanje. Pač malo prej bomo malo se podružili in bomo imeli burgerje. Mama je vprašala, kaj bi imela, ker pač jaz nisem tak ljubitelj tort in je rekla, kaj od sladkega bi imela. In potem smo se pogovarjali o brownieju pa v princes, kako sem rekla, princeske, ne vem, zakaj se to jaz nikoli ne spomnim, pa mislim, da jih imamo vsi ful radi. Tako da, jaz se veselim dobre hrane, ne bomo šteli kalorij takrat, oziroma nasploh zdaj te dni, 4 dni ne bom štela kalorij, po občutku bom šla. Tako da bo dober test, koliko sem se naučila. Hajdi, lacna. Evo, ta glavno smo spakirali. Ene hlače pa Miko. Kaj pa gledaš? Cute. Pojdi na WC, Mimi. Gremo domov. Si pripravljena? To se ne vidi. Ok, gremo. Breskva cveti. Evo že obratuje. Da se malo javim, domov sem prišla, najedla sem se, šla smo z mamo na sprehod pa na sladoled in rato sem pol to mašino naštimala. Zdaj pa, mama sta šla na rojstni dan, jaz pa grem v trgovino, ker bi si rada nakupila balone za rojstni dan, heli, pa mogoče kako majico, kak outfit za rojstni dan. Nič kaj tak ful posebnega, ampak nekaj novega za moj rojstni dan. Prišla sem 2 uri, preden se trgovine zaprejo. Se moram pa še pelati pol ure, uro pa bom imela, pa dobro je, dosti je. New Yorker grem pa v Tedija. Kako imam srane šipe. Gremo New Yorker. To so kratke hlače.
rabila mogoče eno večjo številko, sem plus me skrbi, da bi tu preveliko bilo. Nešto cute pa udobne. Drugače cute, ramnice se mi zdi malo predolge. Ok, to je ful cute, ampak ne, se mi zdi tako malo mogoče prekratko. Čeprav je pač pajaca, ne, ampak sam. Je pa ful všeč, kak je tu. Nisem imela kaj tako kolorata, ker malo čudno mi je, me spominja na 15 let nazaj. Ok, v New Yorkerju si nisem nič kupila, sem pa v Pepkotu nabrala par stvari. Torej, čisto isto desko sem si kupila, ko sem že imela, to tam malo, sem mi razpadla in sem si še enkrat kupila. Potem sem si kupila za vodo en vrč, ker nimam nobenega vrča in bom to imela na pultu za mojo vodo čez dan, ker pač je bolj lepo, ko ona grda flaša. Potem so imeli pa znižane balone, tako da to je tak rajem za rojstnan. Eno skicirko sem si vzela, ful imajo take debele liste in je ful fajn, da lahko tudi slikaš, pa se ne upogne list in je bila tako 2 evra. To sem že gledala, sem si, nikoli nisem kupila. Potem sem si kupila ene prozorne nalepke, bomo okrasili moj Kindle končno. So pa take prozorne, tako da bo perfekt za ono, za Kindle, ko je pač prozorn. In kupila sem si novo to za posodo pomivati, zato ker rabim nekaj večjega. Pa ful bi rada imela svetlo to stojalo, zato ker tisti kot v kuhinji je že tak temen in se mi zdi, da bo to posvetlilo prostor, pa ja, malo večje. Tako da, to je to. Zdaj grem pa še v Tedi, pa da vidim, če imajo heli in še kakšne balone. Ful je lep sončni zahod. Wow. Zdaj pogledamo še heli sem kupila. 20 evrov je bil za do 30 balonov, ja, ni bad. Potem sem pa kupila dvojne svečke, ene so mucice, ene so pa taki balončki cute. Potem sem kupila za goste, te zapihati balone. Potem sem kupila za na glavo to It's my birthday, ful je cute, ful mi je všeč, kak barvito je. Te, se strgalo, te trikotničke, da so tak party trikotniki. Še en ta balon rožica, ostalo pa. Kaj pa je to? Cute. Pojma ne. Par zabavnih stvari sem kupila v temu, kaj že, Šparu. In sicer, dva nova okusa Uniona Radlerja. En je kola z limeto, en je pa mango. Tako da bomo z bratom mogoče naredila en taste test danes, pa bomo vsakega spila pa tak malo probala. In pa moje najboljše odkritje, ki obstaja že ful cajta, ampak nisem nikoli dala pozornosti temu, so pa te Alive sladoledi, čokoladice. Predvsem ta okus ima ful beljakovin, ful, 7,9, skoraj 8 gramov beljakovin na čokoladico, ampak nimaš občutka, da ješ neko proteinsko čokoladico, neko zdravo, pa ful ima malo cukra, mislim, da ima cela čokoladica 2,4 grama sladkorja. In je ful dobro. Pa še znižene so bile 30% v Šparu, tako da so bile 2,5 ali celo manj. 2,32 pa so 3 not. Glede na to, kako dobre so, pa kako imajo sestavo, wow. Zadnjič jih ni več bilo v mojem Šparu, zdaj sem jih tu kupila, sem kar 2 paketa vzela. Ta okus ima najboljšo sestavo, ostali nimajo toliko beljakovin, pa tudi mislim, da imajo mogoče malo več cukra. In to je tako en Snickers sladoled. Bolj zdrav, pač ni ono pretirano sladek, ampak je sladek, pač ful dobro, res, no. Tak, ja, zdaj pa pičem domov, uspešno je bilo, z rojstni dan imam vse, tako da, gremo. Tak, let si bomo naredila, da bomo probala oni nov Radler. Prihajajo prve kockice. Kak ASMR zvok je bil to. A zdaj bo pa gr pa do. Zdaj vsem pripeljal. Tehnologija. Wow. Prva je. Ona so še manjša. Tukaj ena, ojoj, oranžina. Kako oranžina? Kaj na Mongoliji. V redu, ja.
Kaj po moje, to je toplo, pa jaz to nalivam, tako en amater. Ali če rekel, da je tako unzluftana Coca-Cola, ma res glih tak je. Ne vem, jaz po moje res kupijem zero kolo, sem čisto preveč natonovana. Mango je pa ful dober, škoda, nisem 2 mango nakupila, jaz sem pa 2 koli kupila. Jaz vam ponavadi rada te okuse limete ali pa limone v koli ali pa Pepsi, sem tu je pa tako čudno, tako malo ne paše v redu. Kogi lov si ti loviš, je lepo nalovka. A gremo ven? Ja? Gremo očke pogledat. Zgleda, kot da sneži, ko padajo cveti dol iz češnje. Kako je lepo. Jaz sem včeraj, ko sem tam prišla, mislila, da so marjetice po tleh. So pa cvetki. Pa zadaj naša, ona, kaj je že, treska, ki vam mika, zdaj gremo jo poiskat. Kuku, kuku. Prvi zunanji lov, če sploh je kaj. Zdaj je ovce videla. Vaj, tu pridi, no, tu je, bravo, vaj. Vika. Ukrast kako redkvico. Mama ima pa že to prave redkve, jasino. Tu pa je. Tadam, šopek. Priprave. Dobro jutro, danes je prečasno praznujemo resen dan, danes jaz bom na žaru pekla, tako da bom zdaj se pripravila, zakurila, zraven bom tudi na električnem, ker bom še pleskavice delala. Prinesla sem tudi par stvari za okrasiti, tako da gremo, ful je lepo vreme, toplo je pa 9:50. Sem ta balon, pa polila sem čaj po njemu glihkar, pa vse ostale stvari, to bom pol vmes. Bom čakala, da se ogenj na ogni. Today is gonna be a good day. The vibes are high, zdaj pa rabim pršice.
torej mali les, no, se temu reče po slovensko, tršice mi rečemo tu, tršice druge pa ogle imamo pa verjetno kje tu. Ni ogla tu, imajo kleti, ok, gremo. Evo, električni je pripravljen, gremo po druge. Nekaj ima tu. Bom jaz na cijeto tiste. A boš kar cijele ga dala. Princeskice. To kot je slabo, to kot si žena, to ko nisi. Aja. Paknem, to je pa divanke. Ja. House on a hill, Mama, vajdi. city on... No? No, ma je šla nazaj. Picking my guitar. Uminga pa te pinga. Evo, tako kot pride zdaj nova zadeva. In sicer moj novi odsevalnik posode, ful je večji kot oni in ful bolj bo posvetljiv prostor. Ja, edina mogoče slabost je, da ima malo manj tega prostora za vilice žlice, oziroma jaz sem imela še gobice noter, da bom že sproti videla kako in kaj. Zdaj pa nam, kaj bi obrnala, bi kar so tam krožniki. To bi lahko skoraj tu imela. Ali pa tu, ker tu, če se odsejuje tu dol. No, bom videla, ne vem, pa kar tja, kamor spada. Kaj je čist drugače, kaj tako bolj svetlo. Je pa tudi res, da sem se zadnji pospravila, ker ene stvari bom imela še tam vzadnji, ene pa ne. Bi rada, da bi malo... Tu sem lahko eno tako poličko jaz tu imela. Pa bi lahko imela malo lepše stvari naložene, ampak zaenkrat je, kar je. Poglejte, redkvica tudi meni že raste. Solata itak. Cveti na teh jagodah. Čebula,
Skoro ok. Peteršilj se že oblikuje, bazilika se raste. Ok, zdaj bo pa dež verjetno, tako da bomo ne mogli cot obesiti tu zon, ko sem mislila, da bom. Si pa turško kav kuham, ker nimam avtomata. V bistvu mi paše, imam rada. Tako malo na oko to zdaj delam, no. Malo več sem si naredila, da bom še za pol imela. Dobro jutro. Taka tema se je naredila, da sem mogla lučko prižgati, da me sploh vidite. Dež gre zun oziroma nevihte prihaja in je čisto temno. Sosedi na vrhu prenavljajo kopalnico, tako da bo zdaj 2 tedna ali pa malo več 3 drilanja, vrtanja. Rojstnodnevni teden se je začel. V četrtek imam rojstni dan 23. april. Vem, da je malo zmeda, zato ker smo že praznovali doma, ampak ker sem glih doma bila, pa pol naslednji vikend ne grem domov, sem rekla, da smo pač prej imeli malo druženja, nič takega, v bistvu čist malo hrane pa to. Ja, urnik sem naredila za cel teden, ta teden imam 6 streamov, tega je 12-urni v nedeljo, tako da na 5. edini fraj dan od streama bom imela v soboto. Tako da se hočem res dobro zorganizirati, čim več narediti, čim prej. Zdaj trenutno montiram en video za TikTok, probam malo bolj objavljati, malo si dati en izziv. Imam cajt, mi rata. Urnik sem naredila, kot sem rekla, začela sem kimči delati, malo sem pozabila vam pokazati, ampak bom bolj posnela. Snemam pa kimči recept za TikTok oziroma Instagram. Tako da čist cel postopek na obeh teh platformah. To stvari imam za povedati, da imam kar napisano, oziroma ker gledam v svoj planner. Ja, včeraj sem šla po paket, prvi paket je prišel za v bistvu dodatki za kavni avtomat. Kavni avtomat pa naj bi prišel danes, tako da ga čakam. Ne vem, bom utegnila iti v fitness danes, odvisno, da prije kavni aparat, pa ko bom s kimčijem hitra. Tako da bomo videli, če ne, pa ne, bom pa druge dni sej. Sem pa danes tudi dosti produktivna. Torej, montiram, bolj bom se lodila tudi vloga montirati, zato da ne bo polo sredo panike, oziroma, ja. Ja, ful neki stvari sem mogla dodati na računalniku za stream, to je itak nič takega za pokazati. Posnela sem voiceover za ta kratek video, za TikTok, kaj jem čez dan pri starših. Tako da na TikToku imam ime, če koga zanima, da vidim. Fina Jasmina. Bom probala malo bolj objavljati, pa nič tak posebnega, tak kam mi na pamet pride, tak čist naravno hočem delati stvari, tako da bo vsega pomala, tako moje vloge. Dobro, to je to za enkrat. Jaz sem pojedla malo manjši zajtrk, ker smo pol že imeli kosilo, nabrala sem si sveže redkvice iz vrta in se... Ok, malo se mi je mudilo, tako da nisem posnela kimči recepta za YouTube, ampak, kot sem rekla, ga bom imela ono... Dobro, vse iz seznama sem naredila. Drugač pa dobila sem coffee machine. Poglejte ga, Ninja Luxe Cafe Pro Series, bom napisala, kjer je model je. Jaz sem tok video že pogledala, ta ima zravno to za temperanje, ko pač stisneš dol kavo, predlagati, kako se določena kavna zrna naj zmlejejo, itd. Ful pač pomagati, ker recimo pač delati espresso ni ono, sam prižgeš mašin pa je, če hočeš to, moraš vzeti tak mašin polavtomatski. Ta je v bistvu na nek način polavtomatski, ker pač neke stvari ti pomaga, ampak vseeno moraš samo ugotoviti pa tudi glede na, kjer imaš te kavna zrna, ne, je to pomembno, tako da ja. Evo, danes mi ni treba kuhati, ker je burger na sporedu in to domač, tako da idemo ga sestaviti. Pa, za srečo. Da se ne popackam, ker sem se že vlekla. Znači tudi dan sem se dala v srajco in to, ker pač nekaj pozabim nositi noge. Prebede Miguelito, Michael test. Jessa test. Who was first and last? Let me see. First was my
biggest fan, #1 fan, Juan Pablito Lucino. Hi, how you doing, guys? This is still a homemade burger. I thought I was gonna have it yesterday after stream, but I was so tired and I was like, I'm just gonna go to sleep because I streamed so long. So I'm not gonna eat a burger before bed. So I just had like a little skyr and I didn't have to cook today, so... A vidite, ko sem rekla, da bom do rojstnega dne počakala z aparatom. Ne bom. Dajmo zdaj predstaviti airfryeru ta kot, malo pospraviti, pobrisati in ja, dajmo. Večerjo pojem, dodatke vzamem in umit spat. Hej, dobro jutro! Ta dan se je pa začel kar zanimivo. Ugotovila sem, da sem naročila rabljen kavni avtomat. Nisem vedela, da je to opcija na Amazonu, ker ne naročam dosti tam, ker je ful visoka poštnina. In sem bila ono, In sem po hitrem postopku vrnila stvar, torej šla sprintati to kodo, šla na pošto, na srečo so, pač krijejo stroške tega, sploh pa ker je velik paket, ne vem, kak je drugač. In sem že drugega naročila, ki pride v petek, en dan po rojstnem dnevu. To je pa karma, ker se mi je tek mudilo in nisem mogla počakati do rojstnega dneva, da bi odprla. Ampak po drugi strani sem pa vesela, da sem, zato ker da ne bi bila razočarana na rojstna. Nisem razočarana, še vedno bom dobila mašino, ampak tak, ja, ok. Tako da to sem zrihtala, je ker bilo za nositi, je 17 kg težka mašina, pa... Nalepko smo mogli sprintati na pošto, ne so glavnem zrihtala sem, to je važno. Zdaj pa, ko smo že glih pri vračilih, grem vrniti še Sinsaj paket, oziroma ne paket, pač eno stvar iz paketa, ono jakno, ko sem rekla, ker mi ni mi to, kar sem mislila, da bo, tako da jo bom vrnala. Pa ko sem že glih tu v PTC-ju, bi rada šla pogledati, če imajo kak outfit za moj rojstni dan, oziroma majico. Tako da bomo šli tja v Berško, pa to, ker še dolgo nisem bila, ker v New Yorkerju je zadnjič, pač vse so imeli cool stvari, sem ne tak za rojstni dan, oziroma ful poletnih stvari je bilo, ampak sem rekla, ne bom si kaj poletnega kupovala še. Čeprav mi je pol mogoče, joj, mene, gospod, krožni, pa niso vaša spretnost. Ok, noben ne zna danes krožnih voziti, ker tak pred mano se mečejo, v redu, še dobro, da gledam. V glavnem. Veš kaj je največja fora? Si misliš, a ne, če bi, pač da naročiš rabljeno stvar, bi bila ful cenejša ali nekaj. Ne, 20 € manj je bila ko nova. Pa 2 stvari sta odmanjkale, pa umazanje bil in smo ono, pač če bi bila cena nam nižja ful ali pa nekaj bi jaz bilo ono, ja okej, ja, cool, sej logično, a ne. Pa tak Coachella outfit. Oh, cute. Ful so poceni, 35 €. Sem nam še kak fit je, krilo. Navadna majica. Pa ne, mom džinske. Basic majica. Za hlače se ne moram odločiti. No, biš kakaj druge probala. Všeč mi je, ker, mislim, zdaj imam dosti teh širokih. Nimam pa čist navadnih mom džinsk. Pač cenejško to pajaca ne moreš videti, zdaj sem nem, a bi vzela manjšo številko. Najboljš tak na komod. Na ramnice si pa lahko nastavim. Pa tudi dolžina se mi zdi cool. So pa te široke. Bom šla še v Stradivarius, tam bom ponavadi jaz najrajši njihove džinse. Pa bom videla, kakve mom džinske imajo tam, če ne bom šla pa nazaj po te. Ali pa Berška še sem tam ponavadi ne najdem plač. Tu pa ne vem. Ful je komod.
Glej se skuti. Zdaj pa grem krepeš, da sem zdaj, ker je taka gužva, da se mi ne da z avtom zdaj bavati, pa itak mi ne škodi, če malo hodim. Pa nekaj mogla jesti, pa ne vem, da si tu na tržnici kar vzela ali pač. No. Ok, vrnala sem jakno sem sajo, zdaj grem pa še v kitajski supermarket, tu par stvari, oziroma azijski supermarket. Vzela sem si to navadno rdečo majico, full fine fit, potem sem šla pa nazaj po te mom džinske, ker v drugih trgovinah ali jih sploh ni bilo, ali pa v Tediju sem si kupila te mini špangice, v bistvu so bile na otroškem modelku. Se mi zdijo take lepe pomladne. Pol sem v Tediju tudi kupila eno to luč na senzor, da jo bom dala tukaj, ko bo kafe avtomat, da bo malo bolj svetlo. Ali jo bom dala tu na hladilnik, ali pa tu bom še videla, kjer sem jo vzela bolj svetlobo, ko bom mašin tukaj. Pol pa v azijski trgovini, a že bom Mika omaknala, šla sem v azijsko trgovino, ker imamo v petek, bom delala Korean barbecue, v bistvu bolj kot ne vse imam, ampak sem rekla, da bi par stvari vzela, tako malo za dodatek in sem vzela to majonezo, ko je njihova malo drugačna, kot pač navadna majoneza, da bom naredila omako. Potem sem si vzela ene te rice cakes, ko imajo pač rice cakes in omako zraven, pa se mi ni zdelo tako drago, glede na to, kako je ta trgovina malo dražja, mislim, da je bilo 3,99 in ta je malo manj mika, tak zvok ima kot tvoji priboljški, ali? Ni toliko pekoče, ker ponavadi so te stvari ful pekoče, kao carbonara opcija, recimo tako je ful pekoče in jaz vedno dam samo pol omake zaradi tega tudi v Hofre dobiš. Pa sem si pa za foro še vzela en mango, ledeni čaj iz vrečkice. Ja, Mika, cute, to nič ni zate, boš boljši, ja? Pridi boljši, ja, paj. Evo pa seveda ta očala sem si kupila, te so iz Berške, to dvoje pa iz Pull&Beara. Evo, jaz sem se spravila, sem ponosna, ker sem naredila vse iz seznama. Razen glave si nisem obrala, ker se mi res ni dala, tako sem zmatrana, ful sem slabo dan spala, pač skozi sem se zbojila, ker sem mislila, da bom lahko probala svojo kavno mašino in ja, to laufanje okoli me zmatra, pač bolj kot karkoli, res. Dobro, ne bomo jamrali. Probala bom ta skir vanilija, jaz sicer nisem ljubitelj vanilijevih okusov, ampak sem slišala, da je dober, pa tudi ima 16 gramov beljakovin. Upam, da neha počasi, ker vam stream čez 20 minut. Tiši dobro, vidim tudi koščke vanilje not. Dosti neutralnjo. Ni bad, glede na to, da nisem ljubitelj. Moje mi je še vedno najboljši baked apple, torej pečeno jabolko, pa breska. Ker malo začela puzzle delati, da malo se spomnim, kje sem. Kjer je del bi se lotila. Kot obljubljeno, bom danes širevala in razglasila zmagovalca planerja. Planer. Ninkojze! Predvidevam, da ni Nina. Čestitke. Kontaktiraj me na tem mailu, oziroma tudi v opisu ga imaš, pa se bomo pol zmenili za pošiljanje in to. Čestitke. Ostalim pa hvala, da ste sodelovali, je bilo čisto tako naključno. Ta nagrada, ker sem pač po pomoti dva naročila, tako da mogoče se pa še kdaj zgodi, pa vam kaj pošljem. V glavnem, hvala, da ste gledali ta video, upam, da se imate fajn in se vidimo naslednji teden. Čau!